Danes v Pomurskem dnevniku podelili pomurske raziskovalne nagrade. Pripravili 13. beta-ciklin. Fazenerijo bodo posodobili. Erasmus delavnica za mlade podjetnike. Vreme jutri oblačno in deževno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V predavalnici Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti so slovesno podelili pomurske raziskovalne nagrade. Pomurska izobraževalna fundacija je že 17. leto zapored podelila nagrade za najboljšo pomursko doktorsko dizertacijo in najboljše pomursko magistrsko delo. Nalogo, da izberejo najboljše, zdaj že tradicionalno zaupajo pomurskim članom in članicam Pomurske akademije PAZU. V nagovori nagrajenkam, ja, dobro ste čuli, letos so same nagrajenke, sem pravo, kak je ta nagrada tudi sicer bolj pomembna glede njenega širšega in simbolnega pomena. Rad povem, ko smo se zgledovali po Nobelovih nagradah in naj bojo to pomurske, in tudi tam je simbolni pomen večji od tistih penez, ki jih dobijo. In fej sem veseli, ko smo 17 leta uspeli nagrade podeliti ne po pomoti. Nikdar do zdaj smo se ne izmešali in vsi, ki so pomursko raziskovalno nagrado dobili, so kasneje v življenju uspešni. Letos sta si nagrado za najboljšo doktorsko dizertacijo razdelili Gabriela Horvat in Sara Drvarič-Taljan. Nagrad za moje doktorsko delo je bilo že kar nekaj, ta je verjetno med zadnjimi, ker je pač tako malo pozno, ampak je sigurno ena izmed bolj pomembnih za mene, predvsem zato, ker je iz pomurskega področja. To pomeni, da smo tudi v Pomurju, torej v domačem okolju, prepoznavni, da dobro delamo in pač tudi ena velika referenca verjetno za naprej, da lahko potem prijemo tudi nazaj v Prekmurje. Doktorirala je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. V svoji doktorski nalogi sem razvijala ene nove naravne materijale, povsem naravne materijale, ki bi se uporabljali za zdravila. Torej, take materijale, s katerimi bi mi omogočili, da se nam zdravilo počasi in kontrolirano sprošča v telesu, kar smo tudi zelo uspešno izvedli. In pa kasneje smo se tudi osredotočili na področje medicine. Razvili smo namreč poseben material, ki bi se uporabljal za kolčne implantate in bi se lahko tudi zdravilo iz njega lokalno po operaciji sproščalo. To pomeni brez kasnejših intravenoznih zdravljenj. Mitja Slavinec je spodbudil tudi ostale, da naj poskrbijo za tiste, ki imajo znanje. Res smo pa veseli, ka pomurska raziskovalna nagrada se je v to Pomurje prijela. Žal je to še sicer edina takšna nagrada v Sloveniji, to povem zato, ker če bi spodbudil še kakšno okolje, naj se pobriga za tiste, ki nekaj znajo. Naj se pobriga za tiste, ki niso radi povprečni, ki ščejo biti zmagovalci. In predvsem to je važno, ki se ne bojijo biti zmagovalci. Marsišto je lejko zmagovalec, pa se boji toga. In tejtu se toga ne bojijo. Nagrado za najboljše magistrsko delo z področja naravoslovja in tehnike je prejela Monika Horvat. Nagrado akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo z področja družboslovja in humanistike pa sta prejeli Viktorija Lipič in Maja Kumin. Že 13. leto zapored so v Murski Soboti pri BTC Cityju pripravili kolesarski maraton imenovan beta-ciklin. Letos so se kolesarke in kolesarji že 13. podali na maraton izpred soboškega BTC-ja. Ponovno so lahko izbirali med 3 progami. Kot vsako leto 3 proge, se pravi družinska, srednja in neki mali maraton, 44 km. Letos smo tudi pripravili kot vsako leto, se pravi spominsko majico, vodo in potem neke praktične nagrade potem za najboljše v skupinah, kar je nekaj novega letos. Trudimo se biti vsako leto boljši, organizirani, tako da jaz sem prepričan, da bomo tudi glede vsega, kako BTC organizira, vztrajali tudi na tem maratonu, ker vseeno je to neka, kako bi rekel, priložnost tudi družinska, druženje, rekreacija in tako naprej.
Skozi leta maraton dobiva na veljavi. Seveda, ta maraton vedno več dobiva veljavo, sicer, kot sem že omenil, je dosti prireditev in tisti pravi kolesarji vedno pridejo, se pravi, pričakujemo tudi danes do 150 kolesarjev in kolesark, tako da bodo se popeljali po našem Goričkem in se vrnili pol nazaj v BTC. Mislim, da maraton bo in bo to tradicijo nadaljeval. Oba se strinjata, da Pomurke in Pomurci radi sedemo na kolo. Kolesarstvo je v Pomurju vsekakor pomembna, tudi turistična neka atrakcija, ki privablja tudi turiste v Pomurje. Sem pa prepričan, da je kar nekaj turistov tudi danes na tem maratonu. Kot vemo, tudi v Pomurju imamo izredno dosti kolesarskih maratonov, da ne omenja Radencev, da ne omenjam Pucovcev, Moravskih Doblic, BTC-ja, Beltinec in še naprej. Dosta mnogih organizatorjev, se pravi, da smo Pomurce in Pomurki izredno radi na kolesu in tudi radi tečemo in drugo delamo, se gibljamo. Maratona se je na koncu udeležilo več kot 120 kolesark in kolesarjev. V oddaji Soboški ekran je gostoval župan Aleksander Jevšek, ki se je dotaknil evropskih volitev, investicij in dogodkov, ki čakajo občino. Govora pa je bilo tudi o fazeneriji, ki bo pred evropskimi tekmami deležna določenih sprememb. Poglejmo si kratko izjavo, več pa danes ob 18:30 v oddaji Soboški ekran. Seveda vse navijače in navijačice zdaj tudi zanima, bo Mura lahko igrala prvo tekmo v fazeneriji. Kaj je potrebno morda storiti glede infrastrukture, če malo poveva o tem? Jaz sem imel še včeraj, ko smo čakali na rezultate, hripav glas od kričanja od sobote. Jaz sem izjemno užival, hkrati pa bil izjemno nervozen. To je bila tekma, vsi smo jo doživljali, tudi tisti, ki niso bili na štadionu, kot stres, prijeten stres in na koncu seveda kaj lepšega se v fazaneriji ni moglo zgoditi. In vsi, s katerim se pogovarjam širom po Sloveniji, mi pravijo, vi ste naredili neverjetni rezultat. Iz neke tretje lige kot Feniks v prvo ligo in sedaj v Evropo, to je res izjemen rezultat in čestitke še enkrat vsem nogometašem, vsem navijačem in vsem, ki v klubu skrbijo za to, da se je Mura dvignila nazaj na ta nivo. Mi smo pa obljubili, da bomo delali infrastrukturo. V tej povezavi je bilo že vrsto investicij pred reflektorji, sedaj reflektorji in sedaj nadaljujemo s tem. Jaz sem bil osebno prisoten skupaj z inšpektorjem UEFA, ki je pripravil zapisnik, v katerem je navedel, kaj je potrebno pripraviti. Gre za nekatere korekcije objekta, predvsem v delu, kjer so gostujoči navijači. To bomo mi naredili, skupaj s klubom bomo naredili, dogovorili smo se in jaz bom dal vse od sebe skupaj s svojimi sodelavci, da bo tekmo v fazaneriji, ker drugje si je ne predstavljam. Klub prekmurskih študentov v sodelovanju s Podsvetovanje Pomurje vabi na brezplačno delavnico Erasmus za mlade podjetnike. Predstavitev programa Erasmus za mlade podjetnike nudi bodočim in novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje v eni izmed sodelujočih držav Evropske unije in nekaterih izven Evropske unije. Program omogoča izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki, olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev, izboljšuje povezovanje poslovnežev in MSP, omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o poslovnih priložnostih v drugih državah Evropske unije. Mladi bodoči ali novi podjetniki pridobivajo in si izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim podjetnikom, pri katerem se usposabljajo in z njim sodelujejo od minimalno 1 do maksimalno 6 mesecev. Izmenjavo bodočemu ali mlademu podjetniku delno financira Evropska unija v obliki mesečnih Erasmus dotacij, katere višina je določena glede na standard bivanja države, v kateri poteka usposabljanje. Delavnico bosta vodila Sebastian Rosa, predstavnik Univerze na Primorskem, ter bivša udeleženka programa Barbara Vogrinčič. Delavnica je za vse brezplačna, vendar je število mest omejeno. Delavnica bo potekala 5. junija od 15. ure naprej v paviljonu Expano. Na Sobota Info poročajo o tem, da je bil škof Peter Štumf žrtev kraje identitete. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo oblačno in deževno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa veter severnih smeri. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 14, v Radenci 16, v Murski Soboti 17, v Lendavi pa 19 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru, od 12 do 13 stopinj, dnevne pa okoli 15. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti bo še rahlo deževalo. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. V petek bo deloma sončno in topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 10 do 13, čez dan pa od 13 do 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.